koliko ima ene 28 stopinj. Ta je pa mrzla. Mrzla, pol se ne bomo kopali. Tomaž, tole bolj zgleda, da gremo smučat. Smučat gremo, ja, tako da v Toskano, tako da jaz mislim, sem tole Postojno damo čez, pa pot, tako da... Čakaj, da malo brisalcev okrog. Imam čist nove brisalce, veš, pa to skoca. Vidim, ja. Pa Tjaša, ti se kaj veseliš te Toskane? Ja, jaz še nisem bila, pa slišam same pohvale, tako da... Tisti plan, ki sem ga naredil, kaj praviš na njega? Ja, nič, meni je v redu, lej. Kaj ti je bilo najbolj všeč od vsega? Najbolj so mi všeč vrelci, da se lahko kopaš. No, meni tudi. No, pa tiste vasice morajo tudi hoditi. Tam na skali gor. Ja. Evo nas, smo že v Toskani, tole je vasica Bagno Vignoni, znana po termalnih vrelcih. Tole, ki vidite pred mano, tole je termalna voda. Bom probal, koliko je topla, in potem gre pa tole po enem kanalu dol naprej, pa boste videli, dol je še bolj zanimivo. Tako da gledajte naprej, pa vkolikor niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, da ne boste zamudili kakšen super video iz Toskane in tudi od kje druge. Evo, da vidimo, koliko je topla voda. Da bi už not padel. Veš, koliko ima ene 28 stopinj, po mojem. Škoda, Anek se ne smeš kopati. Tle ne, sem se lahko pa dol po mojem. Bomo šli pogledat, tako da gledajte naprej. Kot sem prej rekel, vidite, tukaj izvira ta termalna voda in se potem tukaj zadržuje v tem bazenu in potem pa po nekih kanalih gre pa dol naprej. Bomo videli, kam točno. No, zdaj smo pa malo nižji, tole je pa voda, ki je iz tistega bazena dol prišla in boste videli, kam gre naprej. No, voda potem tlele nadaljuje čez tale slap in gre tjale dol. Kako je dol, ne vem, gremo pogledat. Zdaj smo pa že spodaj. Glejte, tukaj naj bi se ljudje kopali, saj na slikah sem jih jaz videl. Ne vem, a je dovoljeno ali ni, sam voda je mrzla, tako da kopali se ne bomo, mislim mrzla, ene 22 stopinj, ampak še malo piha, tako da se ne bomo, no, glejte, ta voda pa zdaj priteče gor, iz tistega bazena gor, glejte, preko tegale, tamle en majhen slap, verjetno je tole veliko bolj zanimivo videti, ko je zelo veliko vode. Drugače pa tudi tole super, pa če bi imela voda 30 stopinj, bi se bilo fino namočiti. No, da vidim, kako je tukaj. Ta je pa mrzla. Mrzla, pol se ne bomo kopali. Veliko bolj mrzla kot Veliko bolj mrzla, ja. Tako da, evo, zdaj smo spodaj in lejte, gor tamle peronamle slabčku smo bili. Tukaj je več vode, mora biti ful zanimivo, ker čez celo verjetno teče. Predvidevam. Zdaj sem se še malo gor sprehodil. Lejte, od bližje je pa tole takole videti. Takole teče voda. Žal ohlajena. Tamle gor ti slab. Drugače pa ta pot tudi od vrha lahko pridete dol. Mi smo sicer z avtom prišli, ampak se tudi peš da prideti. Vam pa svetujem, da greste dol. Še parkinga ni, tako da... Mislim, parkiranje brezplačno, gor se pa plača 1,5 evra na uro. Evo, prispeli smo, tole v zadju naša hiška. Ima pa en čuden sistem, da se moraš najprej online čekirati, pol pa dobiš vsa navodila, da te sploh noč spustijo in tako naprej, tako da zdaj tu Tjaša dela. Tjaša, kako gre? Ti malo živce jemlje, ne? Ja, malo smo že utrujeni, pa bi šli radi čim prej noter. Google nas je napačno pripeljal, ni bila tista hiša, ampak je tale. Sicer pes je isti, ki je prej lajal, tako da samo 10 metrov stran. Je pa problem, ker ne smemo te parkirati, bomo mogli tamle nekje, kar bi ni glih najbolj všeč. Dobro, da imamo Tjašo, da bo tole naštudirala.
Ja, pol če pa una klet, bo te pa mene vrecona najbrž. Preslonem tlele, verjetno. Takole bo to šlo. You can't open this apartment now. Zakaj pa ne? A je tu kakšen kod ali kako? Morda je pa odprto. Ja, lej. A ja, ne. A, tukile. Čakaj. Kaj ti tu delaš? A lej, A ja, čak. tle pa koda. Ne zastopam. Aha, lahko tudi s kodo. Ok, dajmo s kodo. Koliko je dolga. Evo. Ja, no, lepo pa je, ne. Evo, to je dnevna soba. Pa tudi tlej že zajtrk imamo pripravljen. Zajtrk. Upam, da je Pa res, lej. kavica, ne se kavo imamo samo. To kao kuhinca. Lepo, čisto. Tomaš, ampak poglej ti tole. Balkon, vem. Evo, tukajle ena sobica. Vidite, lepa, prostorna, ful čisto vse, prav diši. Druga soba. Evo, super. In WC kopalnica tudi. Lepo, gledajte. Tuš kabina velika. Tako da jaz sem zadovoljen. Evo, tukaj bo zajtrk. Tle bo, fino. Neč zdaj pa povejte, Tjaša pa doma, če sem dober, jaz to najdol nisem. Res lepo, všeč mi je. Ti Meni je. všeč je. Avto nam pa ne bo imel, da kralj tam na ulici. Ne kradejo Mercedesov. Ne, to pa ne bi rekel. Mi smo drugače nastanjeni v mestecu Pitigliano. To je eno staro mestece na enem hribčku. Jaz sem zdaj prav tukaj. Tak mal bi rekel Piranu podoben, sam da je gor na skalah in je ful super okolj. Sonce je tamle zdajle ravno kar zašel. Tako da danes ne bom kaj veliko tukajle snemal, ker je slaba svetloba. Bom pa to druge dneve, drugače 3 dni tle spimo. Je pa to fantastično, tudi dron posnetki bojo fantastični, tako da gledajte naprej, vam ne bo žal. Drugače pa, da vam čist malo pokažem, ne, kakšne so te ulice tukajle. Take oske, zanimive, tole gre enem domov, bom videl, kam gre tole, tle sem dol prišel, lejte, tole bi znalo biti zanimivo, kje imaš kakšen tak fini razgled, lahko pa, da tle pridemo sam henu na tik pred vrata, ne, ampak lejte, tukaj je en vhod, tako da, ja, ampak, lejte, no, lejte, vidite, na kakšnih skalah je to narejeno. Lejte, ampak zunaj strani zadej je še bolj fascinantno. Sam tam, če bi snemal, bi glih proti soncu, pa ne bi bilo dobro, drugače pa lejte, fantazija, ni tole. Tole komaj čakam, da čist raziščem.